Pozdravljeni, dobro večer. Danes je vlada na dopisni seji sprejela sklep, s katerim predlaga Okrožnemu sodišču v Ljubljani, da za izrednega člana uprave v družbi sistemskega pomena poslovni sistem Mercator d.d. imenuje gospoda Gregorja Planteva. Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena je začel veljati v soboto. S sprejetim zakonom ščitimo družbo sistemskega pomena pred izčrpavanjem strani družbe, ki je njen večinski lastnik in je v insolventnem postopku. Z imenovanjem pa smo pohiteli iz več razlogov. Prvič, ukrep pa za imenovanje izrednega člana uprave in izključitev koncernskega privilegija sta nujna, da ne bi večinski družbenik na nedopusten način izvrševal vpliva na družbo Mercator d.d. Ukrepa sta preventivna in primerna, saj obstaja resna ogroženost glede sposobnosti povrnitve prikrajšanja, ki bi lahko bila posledica navodil večinskega lastnika. Drugič, vlada ocenjuje, da javna korist ohranitve delovnih mest presega interes večinskega družbenika Agrokor d.d., ki je v postopku insolventnosti. In tretjič, hkrati se bodo preprečile tudi negativne posledice na poslovanje družbe sistemskega pomena in njena sposobnost izpolnjevanja obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev, zaposlenih in drugih. Še enkrat pa naj poudarim, da so pristojnosti izrednega člana uprave omejene zgolj na vodenje poslov, ki so povezani z večinskim lastnikom in z njim povezanimi družbami. Izredni član uprave nima pristojnosti voditi rednih poslov družbe. Še nekaj besed o predlaganem izrednem članu uprave. Gospod Plantev je bil izbran na podlagi strokovnih izkušenj in strokovnih kompetenc, ima znanje z področja upravljanja korporativnih financ, finančnega prestrukturiranja in implementacije kontrolnih sistemov. Hvala lepa. Predlagam, da nekaj o sebi pove tudi sam. Ja, lep večer še v mojem imenu. Najprej bi se želel zahvaliti ministru Počivalšku za izkazano zaupanje ter vladi Republike Slovenije za predlog imenovanja za izrednega člana uprave poslovnega sistema Mercator. Naloge, ki jih bom opravljal, so jasno določene z zakonom. Zanje menim, da jih bom uspešno na podlagi mojega dosedanjega dela in kompetenc uspešno opravil. Mogoče še nekaj besed o mojih izkušnjah. Sem več let deloval v mednarodni multinacionalki, kjer sem bil zadolžen za finance na področju držav jugovzhodne Evrope, ter kasneje skrbel za finance in kontroling kot vodja regijske pisarne. Potem sem sodeloval pri optimizaciji finančnega poslovanja večjega podjetja, pri optimizaciji poslovanja v srednjem velikem podjetju, ter nazadnje vodil finančno sanacijo in samo poslovanje najuspešnejšega športnega kolektiva v Sloveniji. Kot član uprave bom sodeloval pri vzpostavitvi nadzora, sistema ustreznih notranjih kontrol in poročanja glede vseh poslov, povezanih z večinskim družbenikom ali z njim povezanimi osebami, kot to določa tudi zakon. Najlepša hvala. Vprašanje za gospoda Plantova, katera? Je preklopljeno. Za gospoda Plantova je Jernej Kadrolec, Radio Slovenija. Katera multinacionalka je to? Maersk. To je dansko podjetje, največji prevoznik, kontejnerski prevoznik. Pa še tole vprašanje, kdaj nastopi vaše delo? Mislim, kdaj se začne? Ja. Danes je vlada sprejela predlog za okrožno sodišče. Sodišče bo zdaj v nekem kratkem roku to imenovanje izvršilo in potrebno je potem njega registrirati tudi na registrskem sodišču, tako da ocenjujem, da bo lahko delo nastopil najkasneje v ponedeljek naslednji teden.
gospoda Planteva, Sara Neubaver, TV Slovenija. Očitno imate izkušnje tudi z podjetji, ki so bile v težavah. Kako vi vidite zdaj Mercator in Agrokor? Kaj vi vidite kot rešitev? V tem trenutku je še to malce prezgodaj, koliko spremljam in koliko sem iz nekih javnih poročil, ki so bile za samo Mercator dane, da poteka poslovanje tekoče, da je poslovanje stabilno, nadzorni organ upravlja svojo nalogo, prav tako tudi revizijske hiše, ki so upravile pregled, tako da te vse so neke pozitivne novice, tako da kaj drugega pa v tem trenutku še ne morem komentirati. Pa sedanjo upravo ste v kakšnih odnosih? Ne, v nikakršnih odnosih še. Ja, po mojih informacijah je bila koalicija kar rahlo presenečena nad tem relativno neznanim imenom, bom rekla, do zdaj. No? Torej, a je to drži, da so bili v koaliciji pravzaprav presenečeni, da gospod Počivalšek, ko ste predlagali to ime? Jaz moram reči, da je pač vlada gospoda Gregorja Planteva imenovala. Treba pač vzeti na znanje, da poleg politikov, ki so doma tukaj v ožjem krogu okrog vlade, obstajajo še sposobni kadri v celi Sloveniji in verjamem, da je pač predlog, ki sem ga podal vladi, strokovno utemeljen.